Za nami je res noro leto, priročniki so na vrhovih lestvic najbolje prodajnih knjig in jaz moram reči, da sem zelo vesela in tudi ponosna, no, da so čist na samem vrhu ravno priročniki mladinske knjige. Tole so te naslovnice, ki smo jih danes že nekajkrat videli. Jaz bi se res rada zahvalila vsem avtorjem, ki sodelujejo z nami, bralcem, kupcem, pa seveda tudi vam, ki nam pomagate širiti glas o teh knjigah naokrog. Skratka, ostajamo splošni založnik, tematsko pestrost, naš program bo zaznamovala tematska pestrost, izdajamo knjige vseh formatov, za vse ciljne publike. Kot je povedala že Alenka, ostajajo naša najmočnejša kategorija knjige za zdravje in osebno rast, slovenski avtorji, nekaj teh prevodnih starih znancev, nekaj novih zvezdnikov. Trudili se bomo, da bomo knjige podprli še z drugimi formati. In tudi, kot je Alenka že povedala, seveda program je zelo živa stvar, tako da, kaj ne rečem, stay tuned. Čez leto se bo mogoče še kaj nakapljali, česar danes še ne vemo, pa bo nas presenetilo, tako kot večina teh knjig na tem slajdu. Alenka je daleč naprej, v redu, grem še hitreje govoriti, dober je. Skratka, Vida Igličar, to je punca, ki ste jo najbolj srečali že, ko ste prišli v konzorcij, zato ker vas je pozdravila iz izložbe. To je oblikovalka, ilustratorka, pred leti je pri nas izdala knjigo 100 dni za boljšo mene, ki je šla ravno sred tiste najhujše pandemije, pa se je kljub temu zelo, zelo dobro prodala. Tole pa zdaj se mi zdi še korak naprej. Vida je tukaj še bolj iskrena, še bolj odkrita. V tej knjigi opisuje svoje spopadanje s tesnobo, s strahovi, z izgubami, ki jih je doživela v življenju, in vse to dopolnjuje z njenimi res lepimi ilustracijami, z nekimi motivacijskimi mislimi, hkrati pa tudi z vajami, s katerimi nam pomaga, da lahko tudi mi stopimo na to pot in se otresemo strahov, lažje zaživimo s tesnobo. Tako da tukaj sem dodala še, oglejte si tudi podcast na Mladinski knjigi plus, te avtorji, s katerimi smo posneli podcaste, imajo na koncu takole opombico, tako da tam lahko zveste več o knjigi in tudi o njih. Še 5 knjig je šlo zdaj na začetku januarja. Prva je knjiga nemškega avtorja Uspešno želeti. Zdaj si skoraj upam, tole Nina Podanki narobe rekla, Nina je urednica. Ne, ja vem, moram hiter. Skratka, to je knjiga, za katero si želim, da bi mogoče dobila majčkeno več pozornosti, ker je res velika uspešnica v Nemčiji. Ta avtor je napisal že več knjig, prevedene so v 21 svetovnih jezikov in šle so v nakladi več kot 3,5 milijona izvodov. In tudi tale knjiga, ki je šla sicer v Nemčiji že leta 2005, je dosegla že 25 ponatisov. To je posodobljena izdaja. Vsebina je pa takale, avtor je pač pripravil nekih 7 pravil, ki nam pomagajo, da si znamo zaželeti stvari tako, da se nam bodo uresničile. Strah je knjiga Thich Nhat Hanh, tega ne znam izgovoriti, preberite. Skratka, to je eden najbolj znanih in vplivnih duhovnih učiteljev na svetu, tudi njegova dela so prevedena že v zelo veliko jezikov, več kot 40 jih je. Skratka, ta budistični mojster zena, pesnik, učenjak, mirovni aktivist, nam v tej knjigi pomaga, da se otresemo strahu in da preprečimo, da bi nam pač naše življenje obvladoval strah. Anatomija tesnobe je knjiga zdravnice, doktorice Ellen Vora, ki je holistična psihiatrinja, akupunkturistka in k duševnemu zdravju pristopa s stališča funkcionalne medicine. Tukaj skratka upošteva celostno osebnost in se neravnovesja loti pri viru. Skratka, nekako nam pomaga prepoznati navade, nezdrave navade, ki imamo v življenju, ki nam krepijo ta občutek tesnobe in seveda nam svetuje, kako naj to popravimo, kako naj se tega znebimo. Resnica na pladnju je tudi knjiga zdravnika, priznanega angleškega avtorja, in v tej knjigi v bistvu pregleduje neke mite o prehrani. Skratka, taka dosti provokativna knjiga in nas res spodbuja, da pretresemo svoj odnos do hrane in tudi do prihodnosti našega planeta. Urednica Saša pravi, da ko boste enkrat prebrali to knjigo, boste zagotovo opustili vse diete, ki jih imate. Pa še 10 razlogov, da takoj ukinemo račune na družbenih medijih.
tukaj pa jaz mislim, da že naslov vse pove, tudi knjiga, ki je zelo primerna za sodoben čas, rahlo provokativna. Samo tebi je bila kar všeč, ne si dal 4 zvezdice. V redu je, dobro. Sicer iz 2018, ampak v bistvu je za vsakega, ki se s tem ukvarja, z družbenimi omrežji, kot individualna oseba, je res za razmislek, a to še uporabljati, drugo pa pač jasno, če to je moja poklicna reč. No, tako, evo. Skratka, v pomlad običajno zakorakamo s knjigami o naravi, z turistiko. Prva je kar velika knjiga, več kot 300 strani ima, velik format, tudi nastajala je kar dolgo, skoraj 4 leta, ker smo avtorja dobesedno lovili po horjulskih gozdovih. To je Branko Vrhovec, priznan, izkušen gobar, on res celo življenje živi z gozdom v gozdu, prepoznava gobe, skratka, res je ena taka temeljna knjiga za vse gobarje. Recenzentka in soavtorica je pa gobarska ekspertka mlajše generacije, Eva Zupan, ki je tudi administratorka najbolj obiskane Facebook skupine za gobarje. Gorazd Gorišek je naš hišni avtor, oziroma izdal je že knjigo Gorniška potepanja z otroki, ki je bila zelo uspešna. In v novi knjigi prinaša 60 idej za pobege v naravo, tako da smo nekje v bližini morja. Ali ga vohamo, ali ga vidimo, ali ga pa slutimo. V spomladi bo išla tudi nova knjiga Urške Fartelj, to je naša najuspešnejša avtorica kuharskih knjig, tudi daleč najbolj priljubljenega kulinaričnega bloga. V novi knjigi pa pripravlja v bistvu predloge za kosila, ki jih lahko pripravimo v pol ure, za vso družino, skratka, ena taka hitra kuhinja. Tiha nam je že klikala naprej. Ampak saj sem v bistvu povedala vse. Krasna knjiga, super fotografije, odlični recepti, simpel, življenjski za vsako družino. Še 3 prevodni biseri za pomlad, Eli Radinger, ko je pisala svoje prejšnje uspešnice Modrost volkov, Modrost starih psov. No, v Modrosti starih psov je eno poglavje, kjer pač piše o tem, kako se je spopadala z izgubo svojega hišnega ljubljenčka, svojega psa, in je dobila toliko ogromno nekega feedbacka od bralcev, koliko jih je to nagovorilo, da je potem to v bistvu preraslo v celo knjigo. In v njej se jasno pač govori o tej temi spopadanja s slovesom odljubljene živali, kot je pri Eli dosti, mislim, kot smo že navajeni, pa je seveda tudi priložnost za razmislek o človeškem svetu, ne samo o živalskem in odnosu človeka do živali. Jorge Bucay, naš star znanec, lani je prišel v Slovenijo, tudi sicer je v slovenskem prevodu išlo že 16 njegovih knjig, ponitiskujemo jih že dobrih 12 let. Nova knjiga sledi tej njegovi poti, zbirki Kaži poti, pravzaprav pot modrosti. On pač pravi, da modrost je to, da se nenehno učimo, da nenehno odkrivamo neke nove resnice, neka nova spoznanja, da razmišljamo ves čas o vsem, kar je, ker zdaj seveda že vemo, da en univerzalni odgovor o tem, kaj nas bo osrečilo in kaj nam bo osmislilo življenje, ne obstaja, kar pomeni, se pa lahko ves čas sprašujemo o tem in da ravno to je modrost. Pa še Adam Kay, zdajle nazadnje, lani je išla njegova knjiga za mladino, Človeško telo, ki se tudi lepo prodaja, smo videli, boste tamle na zadnji platnici kataloga videli med uspešnicami. Tole pa v bistvu, s to knjigo se pa malo vračamo nazaj k njegovi uspešnici Tole bo bolelo, v kateri je pač se lotil angleškega zdravstvenega sistema, ki ima dosti podobne rane kot slovenski, in to je nekako eno tako neuradno nadaljevanje te knjige. Zdaj je Adam Kay seveda ne dela več kot zdravnik, zdaj je v čisto drugih vodah in se tudi ozira na ta zdravstveni sistem malo z te distance, hkrati pa še vedno dovolj poznavalsko, in jaz mislim, da je to sploh trenutno zelo aktualno branje, je pa hkrati tudi seveda zabavno in tik pred poletjem bo šlo, tako da bo super za na morje. Tina Bončina je avtorica večkrat ponatisnjene uspešnice Izgorelost in zdaj za nas pripravlja novo knjigo. Bom kar prebrala, kaj je napisala, ker iztočnica je bila tale. Takole je rekla: meditiramo, jogiramo, zdravo živimo, beremo, se družimo, zgradili smo odnose s starši in osebnostno zrasli, vse delamo prav, občutka zadovoljstva pa ni. Kaj se dogaja in zakaj je tako?
Ona pravi, da do zdaj je, pač, ko je brala te različne priročnike za osebno rast, da vsi svetujejo, kaj vse moramo v življenju spremeniti, zato da bi bili srečni. Ona pa pravi, da kaj v bistvu moramo v življenje dodati, da bi bili srečni. Recimo, no. Lahko poskusiš, pa napišeš knjigo o tem, kako boš to opustil. Ja. Aha, ampak kaj? Pristno verzijo sebe, skratka. Tako, dobro, sorry. Skratka, da spet najdemo pristnega sebe, da pač in to skozi vaje, skozi osebne izkušnje in taka praktična knjiga priljubljene psihoterapevtke. Temule slajdu sem dala naslov Novinarji pišejo, tako da to je mogoče tudi lahko spodbuda za vas, če ima kdo, ki je kakšen... Ja. No, če ima kdo, ki je v predalu, lahko slučajno poznam eno urednico. Sara Volčič je novinarka Pop TV in v bistvu že celo kariero spremlja različne črno kroniko pri nas, tudi te najbolj odmevne zločine. Govorila je z večino teh zločincev, jih je osebno spoznala ali pa z njihovimi družinami, z njihovimi žrtvami, skratka, nekateri so jo potem sledili tudi še, ko so se primeri že končali. Skratka, zelo močno je vpletena v te zgodbe, no, in zdaj je v bistvu naredila, s tem rečem, pripoved iz prve vrste, skratka, en tak osebni pogled na vse te zločine, znotraj tudi razmislek o tem, kaj človeka sploh privede do tega, da sploh lahko zagreši take hude stvari, ukvarja se z vprašanjem krivde, obžalovanja, s tem, v koliko varnem svetu sploh živimo. Ona ima 2 otroka in je rekla, da na neki točki je prav razmišljala, mora zdaj vse zapreti v stanovanje in nikoli več iti ven. No, seveda zanimiv je pa tudi ta del, kjer opisuje te primere, to je res ena taka kriminalka, ki pa je resnična. Vesna Sodnik je nekdanja novinarka, zdaj pa se ukvarja s poučevanjem komunikacije in v tej knjigi ponuja nasvete za boljše komuniciranje zasebno in v službi. Kot vemo, to ni pomembno samo zato, da nekaj dosežemo pri drugih, ampak tudi za občutek samozavesti, za našo samopodobo. Kot je v tehle naših priročnikih zdaj že kar običajno, se mi zdi, je seveda so ta strokovna spoznanja, te vaje, ti nasveti podkrepljeni z osebno zgodbo. Tudi Vesna nam pove, zakaj se je sploh odločila, da se začne ukvarjati, zakaj začne ljudem pomagati, da bolje komunicirajo. Tako da jaz mislim, da je to knjiga, ki je primerna za vsakega, ki bi rad se izboljšal v tem, kot bi najbrž zdajle koristili imeli. Ja. Depra pa, tako kot je že sama povedal, ena velika uspešnica v državah nekdanje Jugoslavije, novinar, ki se je že več let spopada z depresijo, tukaj v bistvu na en tak poetičen način popisuje, kaj se mu dogaja, kako se je iz tega reševal. Skratka, sem tukaj napisala kombinacija proznih zapisov in poezije s terapevtskim učinkom. No, daj. To so res pesmi. Kundera je naslov. Moja hrvaščina, no, v hrvaščini bo, ne. Koliko je do mene, trudim se biti Kundera. Češljam se ko Kundera, a o djevojkama mislim ko Kundera. Kundera se šalio sa djevojkama na jedan doista neprimeran način. I ja bih to činio tako da smijem. Meni se čini da sam odgojen da budem Kundera i da nije pravedno što se između mene i svijeta ispriječila izvesna prepreka po tom pitanju. Bukovski kaže, nemoj biti kao netko drugi, a ja bih mu rekao, deda, ne kvari zabavu. Neobično sam sličan piscu, priznajte mi da sam Kundera i brzo ću zaboraviti ovaj nesporazum. Še 2 avtorci, Saša Kranjc je terapevtka, doktorica psihologije, sociologije in pravzaprav specialistka za to precej aktualno temo, kako lahko nehamo biti pridni in postanemo pristni. Se mi zdi, s tem se res ukvarja marsikdo, no, to tudi ona prav in dodaja, da zlasti ženske.
kot rečeno, je že kar ena taka rdeča nit, oziroma neko tako pravilo, da se strokovni nasveti prepletajo z osebno izkušnjo. Tukaj ima Saša zelo močno osebno zgodbo in pa ona pravi, da je to nujno branje za vsakogar, ki čuti, da se nenehno izčrpava in pravzaprav ne živi svojega življenja. Kaja Kastnerja Dav pa pripravlja v bistvu tudi eno tako dost redko stvar pri nas, knjigo o ajurvedi na slovenski način, po slovensko. Skratka, s svojimi dolgoletnimi izkušnjami z ajurvedskim svetovanjem, učenjem joge in ajurvedske kuhinje nam bo pomagala pač spoznati to vedo in predvsem, kar se mi zdi velika prednost te knjige, je, da je prilagojena slovenskim specifikam. Jure Pribičevič in Eva Gologrand sta Alfa Kan, to sta v bistvu ustanovitelja in utemeljitelja humane metode za šolanje psov in lastnikov psov in je pač en tak celosten priročnik o vzgoji psov, in ki bo opremljen z res bogatim slikovnim gradivom, spremljali bojo pa tudi video posnetki, ki bodo v knjigi noter, do katerih bomo lahko prišli prek QR kod. Bruno Šimleša je tudi še en naš star znanec, skoraj naš, zelo rad pride k nam. Za letos pripravlja dnevnik za boljše počutje po vzoru teh tujih dnevnikov, ki so trenutno, se mi zdi, precej priljubljeni. 52 različnimi temami nas bo peljal čez 52 tednov leta in nam skratka ponudil neke nasvete za boljše življenje, motivacijske misli in tako naprej. Dve kuharci, Harry Potter, ja, res bo leto Harryja Potterja, ne. Tole je še uradna kuharska knjiga, 43 receptov, pa velika prednost te knjige, res lepe fotografije, tudi scen iz filmov in zanimivosti snemanj, skratka, taka super knjiga za ljubitelje Harryja Potterja. Julius Roberts je pa novi zvezdnik na mednarodnem kulinaričnem, tako. En tak mlad fant, ki nam bo povedal, kako lahko stvari, ki jih naberemo na svojem vrtu, kako lahko iz njih naredimo en zelo okusen obrok. Ja sem prav povedala. Tudi z rdeče pese? Tudi, evo, lej. Pa ne bo išel samo Julius Roberts, tudi nova knjiga Jamieja Oliverja, ki bo, se mi zdi, sploh fajn za nas, ker se imamo radi za morske ljudi, sredozemska kuhinja. Evo, trije za konec, trije fantje. Kristjan Musek Lešnik, pač strokovnjak za pozitivno psihologijo, predavatelj na fakulteti, zelo fajn sogovornik, tudi mislim, da ima on najbolj obiskane webinarje, ki jih organizirajo v našem izobraževalnem uredništvu, tudi več kot 1000 udeležencev se prijavi, tako da res priljubljen avtor, ki bo zdaj, pri nas je že izdal 2 knjigi, nekaj ti želim povedati, s takimi modrostmi za življenje, pozitivno psihologijo za vrtce, šole in starše. Tale knjiga bo pa taka splošna, skratka, kako nam lahko pozitivna psihologija pomaga v vsakdanjem življenju. Tin Vodopivec, ravno kar smo se dogovorili za to knjigo, tako da v katalogu je še ni. Priljubljen komik, stand-up komik se bo v knjigi Ti se hecaš v bistvu spraševal o vlogi humorja v našem življenju. Poleg tega bo tudi nekako naredil en tak pregled stand-up komedije pri nas, zato bo opravil veliko intervjujev z našimi najbolj znanimi stand-up komiki, spraševali se bojo, zakaj sploh si želimo biti tako zelo smešni, kaj nam je sploh smešno, kaj je Slovencem smešno, kje dobivajo snovi za šale, skratka, osebno, to bo pospremljeno z njegovim osebnim pogledom na vse te teme, bo osebno, informativno in pa predvsem, jaz mislim, da zabavno. In še zadnji, naš hišni avtor, zvezdnik,
Njegove knjige še vedno se pojavljajo na lestvicah najbolj priljubljenih knjig, čeprav so nekatere išle že kar nekaj let nazaj, še vedno jih ponatiskujejo, ravno kar sta bili na sveže ponatisnjeni In kako izgoreti in Srečo prosim. Prodali smo jih že več kot 25.000 izvodov. Nova knjiga govori o čudežni besedici ne. In sicer o tem, kako postavljamo meje v osebnem, v poslovnem življenju, zato da živimo bolj umirjeno, izpolnjeno in zadovoljno. In seveda taka značilna Bagolovska knjiga. To je to. Ti imaš, izvoli. Da bo ena ženska za na koncu. Nekaj smo pozabili, pač v katalogu je Sally Rooney, no, to sem pozabil moment. Sally Rooney bo jesen bo išel njen nov roman in bo tudi jesen šel pri Mladinski knjigi. Ja. No, še kar nekaj teh naslovov je, ampak mogoče bomo prebrali v knjigi Vesne Sodnik, kako komunicirati veliko bogate vsebine v krajšem času. Ampak hvala lepa vam za potrpežljivost.